Dober dan z Konjskega vrha na adventni ponedeljek, prvi adventni ponedeljek. Prižigamo svečke. Še nekaj nedelj bomo prižigali za en drugim in danes spregovoriva o prvi oziroma kar o svetlobi. Ja. Prižigali bomo svečke, dokler se bo noč daljšala, dokler se bodo dnevi krajšali. To je bilo vedno v doživljanju človeka eno prav posebno, bi rekel, za notranje doživljanje obremenjujoče obdobje. Zato so ljudje vedno znova iskali, kako svetliti svoje počutje. V tem času so pomenljivi dnevi ne samo za otroke, ampak tudi za nas, ne? Miklavž, pa Božiček, pa Dedek Mraz, nekateri samo enega, nekateri dva, nekateri vse tri. Pomembno je, da je čim več razlogov za praznovanje, ne? Za tiste trenutke, ki lepšajo naše počutje. Ampak se vemo, človek je simbolno bitje in da doživimo nekaj globoko v sebi, si kot pripomoček pripravimo neko zunanje dogajanje. Recimo, sedaj smo si pripravili adventne venčke, tale je malo bolj tak brez zelenja, poprave mora biti zelenje, ne? 4 svečke, pričakovanje, ne? Že ko prižigamo prvo svečko, že prva svečka napoveduje, da bo vedno več svetlobe, ne? Iz nedelje v nedeljo, dokler ne bomo praznovali stari praznik, ki je bil praznik vzhajajočega sonca. Na ta praznik se pa spominjamo tudi Jezusovega rojstva. Že prvi kristjani so Kristusu rekli, da je kot vzhajajoče sonce. Kot tista prisotnost, tista bližina, ki budi globoko v našem počutju eno svetlo, prijetno razpoloženje, ne? Človek je iskalec svetlobe. Človek je stezosledec tega, kar nas svetli, kar nas krepi, kar daje moči, kar prinaša čar in lepoto življenja. In v času dolgih noči je res pomembno, da si pripravimo čim več tega, kar prebuja dobro počutje, ne? Recimo, mi to zdaj nimava čaja, ampak če bi imela že en dober domač čaj, pa da še malce po cimetu zadiši, pa da zdaj nekateri še vedno jaz kurim na drva, da zadiši po tistem lesu, ki tudi prinaša, ko gori, svetlobo in toploto. Vse to pripomore k enemu dobremu razpoloženju, ne? To je ta terapija za pogled v oči, ki vzbudi nekaj dobrega tudi v globini našega srca. To je ta terapija za vonj in ti vedno prineseš še štrudl, ne? In ko še kaj dobrega okusimo, ne? Potem je to ena pomoč, eno pomagalo, da se kljub dolgim nočem vendarle prebuja dovolj svetlobe za naše počutje, ne? In to se mi zdi v življenju vsakega človeka zelo, zelo pomembno. S čim si svetlim svoje dni, s čim prinašam lepoto, čar svojemu življenju. To mora vsak izmed nas vedeti in si preprosto privoščiti to lepo, ne? To čarobno, to praznično, na kakršenkoli način že. In o tem bova verjetno govorila. Ja, o tem bova govorila, ampak na začetku si omenil Miklavža. Pa imaš mogoče kakšen spomin, kaj je Miklavž prinašal nekoč? Ja, jaz imam spomin predvsem na čakanje, ne? To je bila v bistvu na nek način zelo domiseln način, kako ob tistem skromnem, kar smo dobili v krožniku, ne? Vendarle prebuditi čim več tega prazničnega vzdušja, ne? Saj to smo že večkrat govorili, pa verjetno še bomo, dati otroku ali pa sebi, ne? Vse takoj, ne, je premalo. Ko moraš nekaj pričakovati, potem na nek način tisti čas pričakovanja stopnjuje radost trenutka, ko se pa uresniči to, kar si čakal. Sam se spominjam, da sem kot mali otrok skupaj z sestro, pa očetom, pa mamo
opazoval sončne zahode, nebo je žarelo in oče je rekel, že mesec, dva pred prihodom Miklavža, aha, Miklavž že peče kekse. In jaz kot mali otrok sem rekel, že, kdaj pride, jutri? In rekel, ne, malo počakamo. In potem smo čakali in čakali in to se je stopnjevalo in stopnjevalo in potem je prišel končno Miklavžev večer in veste, pri nas je vsako leto za Miklavžev večer pregorela žarnica na lestencu v dnevni sobi, kjer smo nastavili krožnike in oče nam je rekel, no, sedaj pa pejte vi kar v spalnico, tam smo čakali, ne, ker ti Miklavž prinaša na skrivaj, pejte v spalnico, jaz bom samo tole žarnico zamenjal, ne, in potem pridem za vami, ne, seveda se ve, zakaj je on ostal še v sobi. In seveda, ko si mali otrok, pa še ne veš, recimo, ne, da smo vsi drug drugemu Miklavži, dobrotniki, ne, in pač pričakuješ, da se nekdo na nek način pripelje ali pa priplazi čez kakšno špranjo. Takrat potem mi je bilo tisto vzdušje, ne, wow, prinesel je, ne, pa tako. Ko sem bil pa že večji, sestra pa 4 leta mlajša, ko sem že vedel, kako to vse gre, ne, in ko je oče prišel v spalnico, pa sem rekel, no, zdaj pa pejmo, ne, sem vedel, vse zdaj že na mizi, ne. Je oče rekel, ne, še malo počakamo, ne. To je tisto stopnjevanje pričakovanja, ne. Od stopnje pričakovanja je potem tudi odvisna stopnja, kako se sprožijo endorfinčki, hormoni sreče, ne. Dati takoj in vse, brez pričakovanja, ne, brez čakanja, je dati premalo, ker se prebudi premalo teh hormončkov sreče in zadovoljstva. In potem, ko smo še malo počakali in prišli potem seveda v dnevno sobo, na mizi so bili krožniki in seveda je bilo na krožnikih marsikaj, ampak bilo je kaj, bili so orehi, bili so domači keksi, bil je Miklavž, ne, kdo je Miklavž, sem odkril, ko sem mamo en večer zasačil, ko je pekla pakla. Bili so z okni, bilo je tisto, kar smo potrebovali, mogoče ena pomaranča, mogoče čokolada, pa ni nujno, ne. Bili so še neki taki zelo preprosti bomboni, ampak bilo je pa veselje, ne, ker je bilo dejansko, ker so ljudje znali prebuditi zadovoljstvo. Potem so nas pa zmedli in so rekli, ja, če si boste privoščili vse in takoj boste srečni. Meni so prav mladi v komuni povedali, kaj je temeljna preventiva pred odvisnostjo, da imaš dovolj naravne količine tega, kar prebuja zadovoljstvo endorfinov, ne. To pomeni skromnost, potrpežljivost in vztrajnost. Ko imaš ti neko dobroto samo občasno, to pomeni, to je, veste, kulinarika prebujanja zadovoljstva, endorfinov. Ko recimo, kaj zvem, Eurokrem rečemo, enkrat ali pa dvakrat na teden, ko ni vedno vse, ne, ko moraš malo počakati, potem, ko pride tisto, se sproži več zadovoljstva. Mi se moramo znati vsak dan na naraven način, v narekovajih, zadeti z zadovoljstvom. To pa pomeni, da je mogoče v ponedeljek to, torek to, sreda tisto, nedelja, kaj zvem kak, ne. Ampak to je ta kulinarika prebujanja zadovoljstva. Imeti vedno poln hladilnik, na koncu bo otrok zbegan in ne bo vedel, kaj bi, no, oziroma rekel bo Eurokrem verjetno, ne, oziroma tisto, ne. Gre preprosto za to, bi rekel, naravno doziranje, nagrajevanje z endorfinčki, z hormoni sreče. Potrpežljivo sva rekla, ne, majčkeno počakaš in boš mnogo bolj polno doživel tisto, kar si dobil, ne. Ja, jaz bi imel to, mama že leti ali pa oče že leti v trgovino, če pa reče, malo počakaj, ne, pa mogoče počakaš teden dni, ne vem koliko, ne, bo tisto stopnje zadovoljstva veliko bolj polna. Ali pa vztrajnost, ne. To mi mnogi starši pripovedujejo, ne, kako nek starš reče, ja, meni pa ni bilo treba sedeti zraven otroka, ko je pisal naloge, delal šolske obveznosti, ker je pač sam se
utekel v delo. Pri nekaterih se spomnim, prav neke mame je rekla, 3 leta sem morala sedeti skupaj z njim, da je postal odvisnik, na rekovajih, tista odvisnost, ki je dobra od endorfinov. Ker ko ti neko delo končaš, si vedno nagrajen in ti fajn paše, ne? Tiste dober občutek. Če primerjamo s travmo, ko priješ v šolo, pa moraš prepisovati, pa še potem ne razumeš, ne? In ta otrok je rabil 3 leta, da je potem zato, ker je bil na koncu, ko je upravil določeno delo, nagrajen z zadovoljstvom, da je padel v ritem tega, bi rekel, sprejemanja naporov in prijetnega občutka po upravljenem delu. Kajti v samo naravo je na nek način vgrajeno, da se dobro počutimo, ko neko delo opravimo oziroma ko storimo nekomu nekaj dobrega, ne. Mi smo pričakovali Miklavž, ker je bilo malo, ne, ker je bilo preprosto, ker je bilo skromno, smo pač pričakovali Miklavž na način, ki je bil prav mojstrsko dodelan, ne, da so ob preprostem in majhnem doživeli prazničnost in veselje, ne. Ampak so se res tudi pripravili, ne, so bile te domače vonjave, je bila ta preprosta razsvetljava, ni bilo bleščavosti, ampak je bila toplina, ne. Zdaj imaš to belo svetlobo, ne. Takrat smo imeli preproste žarnice, pa še to smo šparali, ne. Tako da je bilo vse na nek način, bi rekel, intimno, prijetno in seveda miza je bila tista, ki nas je povezovala v preprosto sočutenje ob raznih dogodkih. Še posebej večeri so bili v času dolgih noči, ne, posebej pomenljivi, ne. Niso nas kratili iz pozornosti, ker takrat se je televizija komaj začenjala, jaz sem stari človek, ampak smo gledali drug drugega, ne. Ampak na tak preprost način, recimo, mama je vedno rada brala, je vzela v roko kako knjigo pa nam brala, oče pa ni toliko bral, je pa pripovedoval. In to svoje štorije iz življenja in to na način, da se je mama kar križala, ne iz pobožnosti, ampak kaj nam ata vse pravi. Ampak te zgodbe, resnične zgodbe, ne, so zelo pomenljive za otrokovo odraščanje. Ne zgodbe, ki idealizirajo, ne, moj ata je bil vedno popoln, vedno je ubogal, vedno ne. Ampak recimo, kako ga je življenje učilo, kako ga je izučilo, kako se je tudi izlampari na nek način, ko je občutil posledico, česa naučil in izučil, ne. In to pravi Dostojevski, je lahko za marsikaterega otroka preventiva, da v določeno situacijo, v katero je stopil že oče ali pa mama, ne vstopi, ne, ker je to, kar je mama očeta izučilo, tudi njega naučilo. Ampak potem dodaja Dostojevski, skozi nekatere zadeve pa kakor da moramo iti, da nas življenje izuči, ne. Vemo, šola uči, življenje pa izuči, ne. Prav po tej zakonitosti vzroka in posledice, ne. Gorječe, jaz kot otrok, ne bi doživel, ne bi začutil posledice svojih delovanj in ravnanj. Če so bile dobre kot recimo potrditev, spodbuda, če so pa bile napačne, če sem šel v napačno smer, sem pač moral okusiti, občutiti tudi posledico. Starši me niso nikoli prihranili, ker so vedeli, da me mora življenje izučiti v vzroku in posledici, torej v naši predniki so rekli v setvi in žetvi, torej v posledici določenega delovanja. V teh dneh se nekoliko res lahko ustavimo in mogoče si pa postavimo izziv za letos, da pričakujemo. Ja, da pričakujemo, da si naredimo veliko tega, kar prebuja prazničnost, ne? Da si recimo napovemo, vse to so zelo preproste stvari, recimo, da si bomo napovedali, bomo pa šli recimo čez 3 dni ali pa v soboto ali pa kaj zvem, kateri dan v gozd nabrati mah za jaslice, ne? Pa bomo recimo pekli piškote, pa bomo recimo ne vem kaj delali, ne že danes takoj, ampak tako da malo pričakujemo, ne. Veste, za otroka je zelo veliko, če mu reče mamica, jutri bova pa pekla kekse, s katerimi bova okrasila smrekico, jutri. To je en dan pričakovanja, ker je praznik že v pričakovanju. Praznik ni zgolj v uresničitvi. Stopnja
prazničnosti v uresničitvi je, kot sva rekla, tudi v stopnji pričakovanja. Ne? V nedeljo bomo pa šli, ne? V soboto pa to. Ne? Otrok pričakuje, se veseli. To so bili taki naravni načini. Zdaj pa so rekli, da mora biti vse takoj. Ne? To je, veste, na nek način prevara. Ker, kot sem rekel, mladi v komuniji so mi rekli, ne? Če imaš ti vedno vse in takoj, se ne sproži dovolj endorfinov, hormonov sreče, ki bi te na naravni način napolnili, preželi z zadovoljstvom. In potem, ker smo mi ljudje, to je sicer čudno slišati, ampak je ljudje, ki rabimo zadetek, da nam je fajn, da nam je prijetno, iščejo potem lahko še posebej, če zaide v določene okoliščine, pač zadetek na problematičen način. Mi se moramo vsak dan naučiti zadeti z zadovoljstvom, da nam je življenje kljub vsemu lepo in prijetno. In naši predniki so se znali, tako kot tudi mi danes, na sile preproste načine. Ne? Preprosti venček, pa se dobimo skupaj, pa oče, pa tudi mama pripovedujeta svoje štorije, ali pa babica, pa dedek. Ne? Se tako spomnim, kako mi je še tudi od očeta mama povedala kaj takega, kar me je zelo zanimalo mojemu očetu. Ker otrok rabi realnega sopotnika skozi čas in prostor, ne zidealiziranega, ker je potem v svoji realnosti sam in osamljen. Ne? Mi rabimo, recimo starš mora povedati, to se mi je zgodilo, tu me je življenje izučil. Mislil sem, otroci strašno potrebujejo te žive zgodbe. Ne? Ob teh živih zgodbah pa ne pozabimo seveda na preverjene ljudske zgodbe, pravljice, vaša knjižnica jih ponuja veliko. Ne? To je zelo, zelo pomembno, kajti v te zgodbe, tako kot je v zgodbe staršev, ki jih pripovedujejo otrokom, tako tudi v ljudske zgodbe zakodirano so določena sporočila, ki ne ostanejo samo na ravni zavednega, ampak tudi na nezavedno. Prebujajo določene, vtisnejo določene vzorce, ki so dejansko rešilni za naše delovanje. Sedaj ti dolgi večeri so čas, ne da nas kradejo, ker te elektronske frekvence utrujejo možgane, tudi nekaj, ampak pogledajte, kar je dovolj, je dovolj. Naj bo čim več tega v živo. Naj ne piše samo na televiziji, tam ob strani živo, ne? Ampak bolj kot tisto, kar je tam teče živo, je pomembno, da se mi v živo dobimo in da nimamo tudi, veste, prevelikih pričakovanj. Ne? Jaz se tako spomnim, kako mi je bilo grozno, ko smo se usedli za mizo in rekla, mama, zdaj se bomo pa nekaj pogovarjali. Pusti nas primere. Mi bi se zdaj igrali določene igre, Mikado, človek ne jezi se, neke preproste stvari. Ne si te večere zakomplicirati. Ti večeri morajo biti sveti, prijetni. Preden se v zvečer usedemo, lahko rešimo probleme. Za lahko po noč pa nikoli ne rešujemo, ker tako ne bomo nič rešili, ampak bomo samo sebe pa bližnje obremenili, obtežili in potem tisti sen, tisto spanje ne bo tako lahko in prijetno, kot bi sicer lahko bilo. Prijetni večeri, prijeten počitek, ne? Prijetno zdrsnemo v sen. Ne? To, kar si nastaviš zvečer pred spanjem, je zelo pomembno in naj bo res prijetno tudi v takšnih večerih, ki jih lahko na nek način pripravite tudi svoje domiselnosti. Verjamem, da imajo otroci veliko načrtov, torej ne samo gledanje v neke ekrančke, ampak ko se prav zmenimo. Adventni večeri so večeri, naj bodo res večeri ne bleščavosti, ampak sveti, to pomeni takšni, ki nas svetlijo in prebujajo prijetnost, zato ker smo v obnebju sočutja, kaj zapojemo, stare ljudske pesmi, če je navada pomolimo, kar nekaj takega, kar je res blagodejno za naše počutje. Tako, in midva? Bova s tem končala? Bova s tem končala. In prihodnjič prižgala drugo svečko. In razmišljala, že veš o čem? Ja, toliko je teh tem, recimo, ki so, ne? Recimo, ena od teh tem je, mogoče komu je namenjena vsaka izmed teh svečk, mogoče kaj je tisto konkretno v mojem življenju, kar mi prinaša svetlobo. Ne? V tem času adventa lahko
toliko tega ozavestimo in je tudi potrebno ozavestiti, kajti mi smo iskalci svetlobe in vedno moramo vedeti, kako si pripravimo ne samo Jana, odličen štrudel, tvoj je res izjemen, ampak tudi ne samo za želoček, ampak tudi za srce, za globino duha, za naše misli, za našo celostno resničnost, ne, ki ni samo telo, ampak smo mnogodimenzionalna bitja in vsaka razsežnost dejansko potrebuje potešitev, umiritev, izpolnitev tega, po čemer hrepeni. Za danes pa srečno. Srečno.